Fantasy. Radio Fantasy. Padla sta kot strel iz jasnega. Se pravi, cesta je bila normalno prevozna. Normalno, vse je v redu. Vse v redu. Ja, nekaj prej je bila pač prometna nesreča tam to. Ja, se zato smo slišali, pa smo se prilagodili. Pa ste se prilagodili. Ja, odlično, fantje. Pa ste malo dal na gasne. Evo, tle imam nastavljene nivoje. Dej, Matevž, nekaj pove. Reč, dobro jutro. Dobro jutro, mislim. Dobro, je v redu. Tak malo bolj živahno. Ja, več. dobro jutro, ja. Ja, rabim te, ne. tako Glede ja. na to, da Matevž, Skok in pa Emir Taletovic sta z nama, oba res vratarja RK Velenje, sta zgodna. Zdaj, v redu, Emir, ne bom vprašal tebe, pa tudi gledal te ne bom. Da, se v redu zgleda. Matevž pa je, ne? Ti si pa zelo zgodna ptica. Ja. Kdaj ostaneš? Rečemo okoli 6 ure, mogoče včasih malo prej, ampak čez 6 težko. No, tudi za vikende se prej ostanem, ko nekako sem v svojem ritmu. Se mi zdi, da mi tudi najbolj tak paše, da res izkoristim to jutranjo vnemo, energijo. A veš, bolj za Matevža bi bilo mogoče bolj smiselno, da bi bile tekme zjutri. A veš? Ne? Ne. Emir, zakaj Emir je odkimavaš? odločno proti. Že ko so, ne vem, ob treningi zgodaj, okrog 3-4 ure. Govorimo popoldne. Zgodaj. Ni gli fajn, jutranji treningi so bolj kot ne, kak fitness. Aha, okej. Žogo pa. Emir, sploh ne moramo vprašati, ker že tvoj izgled in pogled pove vse. Emir je tako Utrujen. Če ne je bilo treba tam malo v vrtec pelati, si rekel, bi lahko spal do kdaj? Je do 10. Do 10. Z veseljem. Jaz zelo enkrat bi se ostal. Ja, nekaj takega. Z lahkoto. Z lahkoto. Sam pa pride vikend, ko bi pa lahko, pa tam ali sam ostane prej. Aha. Da tudi ne gre. Ja, lej, kaj ti naj rečem? Sam si ga naredil. To je res. Tako da sam si To je kriv. Oba prikimavata. Oba prekimavata. Ja. Tekma, zanimiva. Čakaj, zdaj to zadnji krog, kako gre to? Ja, Zdaj, zadnji krog. zadnji In krog gre tega. za pomemben obračun, ker gre za Šaleško-Koroški. Tudi Derbi. to pa ja, nam prinaša v bistvu to 4. mesto, ki nas potem naprej v ta play-off uvršča na 2. mesto v to skupino, ko gremo, tako da nesemo točke naprej. Ja, pomemben je pač z obeh strani. No. Z obeh strani. Derbi, pa še gre se nam za te točke. Mislim, čakaj malo, bodimo realni, vsaka tekma je pomembna, pa tudi vsak ubranjen gol je pomemben, ne? Res je. Mislim, ne, ubranjen Ja. gol, da vidno Ja, obranita Pa gol, to tek, no. Ne? To tek. da pač zakleneta. Ja, tako nekako. Jaz bi bila pa Zdaj, a vi še rastete, glede na to, da do 25. se raste? Mislim, Emir, ti vsakič, ko priješ, si višji. Ja, Ne? platformica ima. Matevž, ti samo zvišiš stopom, ne? Ja, da malo na Vizualno. višini, ja, vsak centimeter. Ja, to je tisto, včasih so rekli zaverivanje neprijatelja, ne? A veš, da dobiš optično neko že Varkev. strah, ja, veš, pred to stopa neka strašna omara pred mano, je pa čop, ne? Ja, lej, pač frizura je tudi zelo pomembna, se veš, fuzbaleri recimo se strižajo na 5 minut skoraj, pa vsak lasek mora biti posebej, pri vas pa tudi, ne, ker tudi, a veš, zlasti lahko ti tudi mogoče malo obraniš gol. Ha? Kaj pa vem, no. Ne Zidno. dam glih zdaj neki na frizuro, niti vrejo. Moraš biti urejen, moraš biti čist, to je tisto, kar more biti, kar se tiče pa dolga, kratka. Čakaj, sam ti imaš dokaj skravžlane, ne? Ja, imam skrožane, zato sem si jih spel, vse včasih sem imel daljše lase, ampak se nismo na televiziji, smo na radiju, ampak sem vedel, da boste snimali. Ampak Emir pa že pogled, malo si vi. Ja, Malo. Malo ima tule, veš, šarmantnih laskov. Da se vrnem nazaj, ne? Slovenj Gradec je vaš nasprotnik, po jutrišnjem 2 dneva, pa še nekaj ur je do tekme, pa da točno definiramo kdaj v Rdeči dvorani. V petek ob 6 uri. Ja. Tako Tako je. nisi zvenel prepričljivo, zdaj pa še enkrat prepričljivo povej. Ja, tekma je v petek v Rdeči dvorani ob 6 uri. 7. marec 18:00. Tako da tako. vsi smo tam. Vsi smo tam. No, lahko pa še mogoče navržemo malo, glede na zadnje prvenstvo, ko sem ga gledal, večkrat je bilo vedno povedano, da se jim je razigral vratar. Ne? To je, torej sta vidva en ključen faktor v ekipi. Koliko je med ta dan, a veš tisto, a to začutiš, da imaš dan, ali trener ugotovi, da ti gre?
koliko veš, da je res ti zdan, da boš pa jih veliko cukor... Emir je zihar naspan ti zdaj. Matevža sprašujem, ker zdaj na zadnji tekmi si bil tudi igralec tekme, ker si 12 obranil, nekaj takega. Ja. Kako prije do te Kaj pa situacije? vem, ne bi rekel, da glih zadnji dan. No. Jaz pač začnem z ponedeljkom, če glih pol tekma za vikend. Pač poskušam pri mojih letih, ne na polno zdaj vsak trening, ker telo enostavno pač ne zdrži. Ampak se občuti ta energija, ta moč, ki jo imaš, potem jo čutiš na dan tekme. V bistvu, kako si čez cel teden delal, razmišljal, se pripravljal na tekmo, potem je pol ta rezultat. Je pa vse tudi odvisno od, ne samo od golmana, tudi od igralcev. Ker smo le ekipa, ni to zdaj individualni šport. Golman pa naredi veliko dela, da v bistvu je pol tudi igralcem lažje. Ja, in obratno. to, kar si rekel. Se Ja. pravi, tudi vidva nekaj, ko naredita, pomagata fantom, da potem tudi mogoče njim steče. Ne? Res je, ja. No, jaz smo ugotovili, da sem recimo premajhna za gol, ker ne bi mogla braniti. Pa Ampak veš, da moraš bi. pa za golmana biti tudi, v bistvu moraš znati super predvidevati. Pa poznati moraš taktiko nasprotnika, ne? Da že malo približno veš, a bo vrgel z levo roko, a bo dal spodaj, zgori. Mata recimo na treningih tudi vidva kakšne take analize nasprotnika? Se učita teh podaj? Pa ja, velike tudi te videoanalize, pa vse polsko te neke šuterske treninge igralcev, pa golmanske treninge, probamo te različne šute, ko jih imajo nasprotniki. Tako da, ja, na koncu se ne spreminja neki veliki tekme v tekmo. Razen kak posameznik, če ima kak poseben šut, predvsem z krila ali pa s pivota, vse ostalo, kar so pa zunanji šut, je pa dosti odvisno od obrambe. Kaj pa ono 1-1, ko je 7 metrov, oziroma še 7 metrov, ne? 7, ja. Ko se gledata, on tebe preizkuša, na kateri nogi stojiš. Kako Kaj ti vama njega dela? vidiš, kam bo vrgel? Ja, tu je tudi pol teka. Eni igralci so, ko imajo, se da tudi prek videoanalize videti malo, kaj bo kaj naredil. Je pa dost na tem, da največ moraš gledati roko, se pripraviti na ta šut, pa dost počakati. Če prehiter narediš reakcijo, je konc, lahko pa tudi falice v gol zaradi tega. Dobro. Matevž, imaš ti kako posebno začimbo, kar se tiče branjenja gola? Pa ne, jaz vedno rečem, da je to neka igra med golmanom in igralcem. Pač, tudi, da mu probaš nastaviti. Ti malo ti sniki. Vedno je, ker tudi igralci vejo, da se mi pripravljamo. Mi se pripravljamo na igralce, igralci se pripravljajo na golmane. In to je igra, to je razmišljanje v danem trenutku. Zdaj pa jaz vedno rečem, vse je pol odvisno od kondicije in koncentracije. Ko prije do samega strela je najverjetneje en ali drug utrujen. Zdaj pa, koliko bo glava delovala v tistem trenutku. Tist pol zmaga. To je skoraj tako, da bi šah špilo v bistvu. Skoraj tako. Eno pesem dan gor, ker bi podlage zmanjkali. Ja, Bolj bomo pa povedali malo, kaj, recimo, ne vem, Emir, koliko jabolk je bilo kaj letos, pa ne vem, Matevž Tiš pove, koliko je spekel kruha. Tako da oba sta mojstra tudi na drugih področjih, evo. Matevž Skok in Emir Taletović iz RK Velenje sta z nami, oba vratarja in danes dvojno zaklepanje vrat. In je že pa eno himno. Petkovo tekmo, kaj? Ja, črno-rumeno, kot eno. Slab se te čuje, če boš to navijal na tribuni, ne bo naš. Črno-rumeno. Kot eno. Ja, tako da. Emir je vedel, kako se obleša. Veš, Emir je bil že večkrat tu, on je že naš rezident, ti si prišel pač v modri. Vredo Matevž, ti si pač kar neki. Večkrat me bo treba povabiti. A ti veš, da sem prej slišal, da Matevž ima ekstra poličko za take situacije, ko je treba iti predstavljati klub, ko je treba iti v medije, da prime majico, da ne vzame neke z rožicami havajskih tip, ne? Bi bil kregan. Bi bil kregan in ima ta pravo. Ja, mislim, si ima ta pravo, sam barva za naš studio ni bila ta prava, ker je črno, rumeno, kot eno. Jaz sem vedel, da imaš ti tudi modro. Da vam je modro, pa da boš meči z mano. Ja, ker si gledal storije zjutraj, kaj je jesem. Ja. A si videl, kaj je jedla zjutraj? Župco. Tako da sem razmišljal, da bi tudi prišel sem delati. Matevž, lej, ti v prostem času pečeš kruh. Res je.
Kakšen? To, kar si pokazal, je lahko rečem, da že kar velika mojstrovina oziroma skoraj serijska proizvodnja. Ja, bi lahko rekel, da je to nek moj hobi, neka sprostitev. Po treningu, po nekem težki tekmi se zaklenem v svoj prostor in začnem peči, ustvarjati. V bistvu Matevž hoče biti Messi, da mesi kruh. Ja, Ja, res je. No? pekovski fuzbal mesi. Ja. Delaš z družmi, ne? Ja, res je. Ne, mislim, po slikah sodeč zgleda odličen. Zdaj pa, ali ti to želiš, mislim, delaš zdaj to sam tako kot mal za sebe, pa za svoje kolege, ali bi ti to želel tudi mal za vse ostale? Matevž, pred boš kaj rekel. Lej, 30 sekund imaš, zdaj se pa pohval. Ja, dober sem. Jaz lahko tudi pohvalim, zelo dober kruh je. To sem hotel preveriti, ker imate tudi, ko imate trenutke v slačilnici, pade kak tvoj kruh. Ja. Za team building. in Pa tako naprej. jabolčni sok potem od Everja, ne? To Ja, pa res jaz je. lahko rečem. Da. A veš to, s čim vse se vi fantje poleg V rokometa redu. ukvarjate? Matež se je hitro pohvalil, vse povedal, zdaj pa še Emil ti. Lansko leto si že omenjal, da te čakajo jabolka. Koliko jih je bilo? Pa veliko. Veliko. Bilo Nisi je preštel. več kot 1 tono, pa od tega sem dal ne vem, nekih 650 kg za sok narediti, teda sem imel 400 litrov soka, ostalo smo pojedli, pa veliko je še ostalo, v bistvu je kar zgnilo neki jabolk, ker ni bilo več časa, da bi se vse pobralo, da bi se sproti hodilo gor, tako da je bilo veliko jabolk, no, ogromno. Slišim, da trgujeta. Ja, imamo blagovno izmenjavo, Blagovno kot izmenjavo. včasih. Ja. No, to je v redu, vidiš, mi te blagovne izmenjave sicer nimava, ne, ker noben od naju dveh ne prideluje nič. Pač se pa Gosta imamo, da druživa. vidijo, pust najno, ko mi dva nimamo neke pretirane ustvarjalske Ja, žilice. ampak je pa res, da mi dva sva pa strastna navijača, kakorkoli pogledaš. In v petek definitivno navijamo za vas. Zdaj pa, kak sta pa dobra v golu za v petek? Če se odvisno, kako bo ta navijala. A ja, tu pa ni Ja, tako ja. iz prve, dober sem. Ja, ne boš da geta za gol, pa, Ker ono, ja, pa motivacija, pa to. In Ja. koliko je pa motivacije strani navijačev? Ker zdaj ne bom drugače vprašal. Določene dvorane imajo tudi za golom gledalce, določene ne. Kaj vaju bolj moti, oziroma kaj vama bolj pride prav? Da imaš od zadnji nek dren, pa da se derejo, pa ali tudi pluvajo, kakorkoli. Ja, fajn je, no, če so navijači. Jaz vedno rečem, da je čist drugače vzdušje, atmosfera, igrati je nekako drugače. Tega včasih je kar malo žalostno, ko takrat, ko jih najbolj potrebuješ, jih ni. In bi bilo fajn, no, da se spet vrnejo tisti tudi stari navijači, ki so včasih navijali, pa se zdaj ne odločujejo toliko za tekme, za našo podporo, bi jih povabil, no, da ne pridejo, ker je zelo pomembno. No. Mi smo res vsakega navijača veseli, tudi ko gremo igrati v goste. Vse poznano, vsak aplauz, vsak sklik, vse se poznano. No, tale, kako pa je pri tebi v zadnji? Pa tek bom rekel, da bi neki med samo tekmo oziroma med samim napadom, ko napadajo naš gol, to slišal ali pa karkoli, da bi me motilo, ne eno, ne drugo. Je pa pol pač najbolj opazim, rečemo, ko grejo naši v napad, pa takrat, ko ima malo čas, pa vse se umiriti, potem pa je fajno. Tudi če so za golom, tudi ko so na tribuni ob strani, je čist drugačen občutek. Ko je polna dvorana, pa ko navijajo glasno. No. v bistvu, ko dihamo z vami, Ja, v res bistvu je, v mislih mi laufamo z vami po igrišču in z vami branimo gole. Ne? Res je. Ja, lepa istočnica za konec pogovora je bila ta, da povabimo, da bo čim številčnejša ekipa navijačev in navijačic, kjerkoli pa že po rdeči dvorani se bo mogoče dalo stati, sedeti in podpirati ekipo. Res je, pač vabimo vse. Zdaj je glih taka tekma, no, ko je šaleško-koroški derbi. In mislim, da bo dosti ljudi v dvorani, predvsem tudi zaradi tega, ker ponavadi pridejo tudi slovengraški navijači in z druge strani tudi naši. Tako da
Vabimo pa tudi vse ostale, no, ki načeloma ali nimajo časa ali pa niso zainteresirani toliko za neke ostale Pridite tekme. pogledat. Naj pridejo v petek ob 18 uri v Rdečo dvorano. Velenje in okolica, ker tudi huda luknja bo zelo obremenjena, kot si sam povedal, pridejo Slovenjgračani. Ja, to pa No. res. Plus tega, da dajmo dokazati, da niso samo slovengraški navijači gajsni, da znamo biti mi tudi, ne? Tudi, ja. Tudi. Ja, tako je. To je to. Ja, razmišljal sem, če poznam kako slovenjegraško ali pa koroško besedo, ne? Pa sem se sam grsa spomnil, nič drugega. Abuh. Bajsali. To je pa barva, ne? Ja. Bajsa, ne beli. Ne? Ja. Vi se pa bajsali. Ja. No, vidva sta pa lahko kot abuha, ja? Naslednjič bom prinesel. No, naslednjič pa ne. Prinesem, ja. Naslednjič, Redo. kdaj je to? Za ne 2 tedna, verjetno. Če 14 dni te čakamo. Lahko se pa zmenimo, če ta na tekmi, pa na tekmo prinesem. Ajde, važi, roka. Roka. Zmenjeno. Jaz sem za. Okay. Ne? Roka. Okay. Hvala lepa, Matevž in hvala Emir, pa dober Branta. Radio Fantasy. Radio